vidim z tega prebrati. V glavnem, ja, dragi moji poslušalci, jaz sem si danes izbrala temo, ker mi je pač pela dala čisto odprte roke, da govorim o čemer pač želim, Clive'a Barkerja, ki sem ga jaz prebrala, Moderni oče groze, pa še mogoče kdo drug, no, tako da en poudarek bo na njemu, drug pa na franšizi Hellraiser, ki je njegovo verjetno najbolj spoznano delo. A ste vsi gledali te filme? Ni tak? Ne, tako. Okej, tako, to dela. V glavnem. Ko jaz govorim o Clive'u Barkerju, vedno o njem govorim kot ne o avtorju, ampak kot o umetniku, zaradi tega, ker on je in hkrati avtor kratkih zgodb, je režiser, je scenarist, je producent, je snovalec računalniških igric in še mnogo več, ilustrator, rojen 5. oktobra 1952 v Liverpoolu, se pravi, star 61 let, še živi. Njegova starša sta bila, njegova mama je bila umetnica, je bila slikarka med drugimi, njegov oče je bil asistent in se je gibal nekaj tam v tistih filmskih krogih, se pravi asistent pri režiji, pri snovanju scenarijev in tako dalje, in to je tudi njega potem dalje interesiralo, mu je dal tudi, ne vem, pač, da je njega to zanimalo in Clive Barker je pač eden od tistih ljudi, ki vse, ko ga je zanimalo, je potem dejansko prenesel tudi v svoje profesionalno življenje. On je sicer zaslovel v 80 letih prejšnjega stoletja z pisanjem krajših zgodbic. Zgodbica, on svoje dela sicer poimenuje kot dark fantasy, se pravi nekaj vrste temna fantazija, ampak to je tam grozljivke, pa to ena taka tanka linija. No, kot sem pa že rekla, najbolj poznanje pa zaradi njegovih filmskih adaptacij, iz katerih sta nastala potem filma Hellraiser in pa Candyman. Zdaj, mogoče to, no, dosta njega obljubali tudi, da je v 4 letih šel gledati neke akrobatske zadeve v zraku in je pričal smrti enega Francoza, ki mu je bilo ime Leo Valentin. On je pa še takrat prvič videl nekoga umreti in ga je to bolj tudi dalje zaznamoval in je bila tudi ena taka temačna tematika, ki ga je potem spremljala dalje. No, takle je izgledal recimo Clive nekje v sredini 80-ih let, tako prijetno teček, nič ne zgleda nekaj tako, ki je nek horror zanimivo, no. To je pa slika mandene 3-4 leta nazaj od njega, no. Sploh se neko staro? Ne, dobro zgleda. Žal je gospod pač gej, tako da jaz nimam neki ful šans pred njem, no. No, Clive ima sicer zadnja leta kar veliko problemov z zdravjem. Mislim, da leta 2006 je on nazadnje napovedal neke njegove projekte, ki naj bi se dogajali, pa noben ni še ni realiziran. Leta 2008 so mu odkrili polipe na grlu, je šel na operacijo, leta 2012 se mu je celo zgodila ena operacija, zaradi katere je posledično padel v komo in hvala Bogu se je po 11 dneh zbudil, tako da živ je še, ampak bolj nekje na takih svetlih terminih, ne. Kot sem že rekla, slovi predvsem kot avtor moderne fantazije oziroma grozljivke. On je v tem svetu znotraj hororja res dobro poznan. Zdaj, koliko je on znan širom tak nekemu vsakdanjemu poznavalcu Twilighta in podobnih zadev, ne vem in se tudi ne znam predstavljati, no. Njegova prva dela so danes bolj znana kot zbrana v delih Books of Blood, ki ima volume od 1 do 6 in pa The Damnation Game. V bistvu on je pa ves ta čas ni izhajal iz čist neke temne fantazije, ampak se je premikal k urbani fantazije s primesmi grozljivke, se pravi, vsa njegova dela temeljijo, da se začenjajo nekje v tem našem svetu z običajnimi ljudmi, v katere pač prisevajo neke temne sile ali iz drugih dimenzij ali iz drugih svetov. Značilno za njega je, da ima v bistvu rad neka nasprotja, njegova, recimo, bomo rekli temu, vodilni motiv v Hellraiserju je pain and pleasure, se pravi bolečina užitek, daje poudarek, ne vem, na peklu pa nebesih, ne. Sam za sebe sicer pravi, da ni veren, ampak je pa vseeno Biblija, recimo kot eno temeljno delo v krščanski religiji, res močno zaznamovala njegova dela in potem, če nekje potegnemo vzporednice, jih tudi vidimo, ne. We were world, the great and secret, bla, 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 in to so tudi njegova dela, recimo tako najbolj znana knjižna. Seznam njegovih knjižnih del pač
piše z nekimi zamiki leto 2 tam na okol, no, za nekaj za leto 2015 napovedal ta The Scarlet Gospels, zdaj bolj ne bo, kot sem rekel, se ne ve, ker je od gospoda precejšna tišina. Tu so naslovnice njegovih knjig, pač, ker se lepo vidi, da gre za neko pripletanje, ne vem, temnih sil, mistike in tako dalje. No, kot sem pa rekla, Clive Barker ni samo avtor, ampak je tudi presedlal na 7. umetnost. Se pravi, njega je dejansko ta filmski svet res zanimal že kot otroka in uspelo mu je tudi, da se je tu sem prebil. V bistvu začel je leta 1985 kot scenarij za 2 filma, to sta bila Underworld in pa Rawhead Rex. Kaj se s tem Rawhead Rexom zgodil? Rawhead Rex je en grozen film. Ima dobro zgodbo, realiziran je bil pa katastrofalno ala 20 € 80s horror. Iz, ne vem, kolaža, papirja, nalimanega na človeka, ki leta na okol, zadeva, ne. In zgodba je sicer okej, ne, ampak pač Clive je bil že takrat pripameten, da je rekel, da to je totalno bedno in da on ne bo več pisal, zato da drugi delajo filme za njega in da bo začel delati nekaj na svoje. In zato je potem na leta 1987 in režiral in napisal scenarij za film Hellraiser, ki je bil pa posnet v bistvu po njegovi knjigi The Hellbound Heart, ki je šla 1 leto prej. No, potem recimo Nightbreed iz leta 1990 je še potem eden izmed njegovih znanejših filmov in pa serija Candyman. Prvi del je šel leta 1992 in je bil pač posnet tudi po njegovi kratki zgodbi The Forbidden, ki je tudi objavljena v Books of Blood. Ima 2 nadaljevanji in pri vseh je tudi sodeloval kot scenarist in pa kot producent. Sledili so še Lord of Illusions, ki mislim, da je imel bolj slabe kritike, Nightbreed tudi. Produciral pa je tudi Gods and Monsters, to je pa v bistvu bil film, ki je celo dobil, mislim, da enega Oscarja in so tudi kritiki fest dobro sprejeli, no. No, zdaj si recimo predstavljate, to je Rawhead Rex, a ne? Mislim, totalno kar ena zadeva, tako to pa izgleda po 80-ih. Cool. No, iz leta 87 potem Hellraiser z tem znanim Pinheadom in Demons to Some, Angels to Others, pač pod nekim sloganom, ki se je pojavil. Hellbound Heart je bila ta kratka zgodba, kateri je on napisal. Nightbreed, Candyman sta sledila, Lord of Illusions in pa ta Gods and Monsters, v katerem je igral tudi Ian McKellen. On je tudi gej, ne? The Midnight Train. No, vmes je sodeloval tudi, je v bistvu naredil en ta film Salome and the Forbidden, ki je bil v bistvu bolj eksperimentalni art film. In pa v filmskih adaptacijah The Everett Quintet, ki ga je delal, mislim, na Disney, s tem, da so oni spet zgodbo totalno drugače prikazali kot on in se on seveda spet ne strinjal in hvala Bogu je bil on že tudi znan, da je lahko pa tudi upleten noter v samo izdelovanje filma, da je pač rekel ne in se vse skupaj zaustavili, to sploh nikoli ni šlo. No, leto 2005 je pa skupaj z režiserjem Bruceom Jorgejem Sarelagbijem ustanovil produkcijsko hišo Midnight Picture Show in pač pod to produkcijsko hišo so potem šli tije 4 filme za Blade, ki je ful slab, ker v njem igra Dawson iz Dawson's Creek. The Midnight Meat Train, ki je ful dober film, v njem igra Bradley Cooper. Pa... Še enkrat Režiser pa reči. Režiser je bil pa Japonc. Billy Jones. Ja, Books of Blood, pa še potem Dread, no, pa so bila v bistvu zadnja dela, ne. Kot sem že omenila, to sem. Pa potem Midnight Meat Train, Books of Blood, pa Dread, ne. Zdaj, leta 2006, ko sem rekla, je on napovedal, pač da naj bi se nekaj še v njegovem delovanju tam dogajalo. Imel je namen posnet en film z naslovom The Tortured Souls, oziroma Anime Damnate. In ta je v bistvu, zgodba je tu sledila tak, on je snoval za McFarlane Toys serijo teh figuric, to so pač te, ki so tu narisane, ki so pač že prodaj. In se pravi, on je zasnoval like za to in začel pisati zgodbe in on je imel namen iz tega narediti cel en film. Kaj se je tu zgodil, noben ne ve, pač ali je šlo to v tist produkcijski pekel, ali se sploh ni zgodil, ne vemo, ne. In pa napovedal je tudi remake Hellraiserja, ki se še do danes ni realiziral, verjetno zaradi tega, ker ga noben noče biti. Je tudi vizualni umetnik, kot sem že omenila njegova mama slikarka, ni zdaj glih tist ful Leonardo da Vinci style, ne.
Ima pa neke svoje finte in tudi recimo, ko snuje on ko je snoval like in za Hellraiserja in recimo za te anime damnate, to so vse v bistvu po njegovih ilustracijah narejeni liki, tako da recimo, da ima tu nek zagon, ne pa nek ful talenta, ali Marilyn Manson variantka, neki kukne canvas. Ima tudi par svojih računalniških iger, gospod, Clive Barker's Undying, tu je recimo tudi glavnem veliko posodil svoj glas, zelo žal nekaj glas ima, in pa Jericho, se pravi, tu v bistvu snoval tudi pri likih, se pravi, kak naj bo liki, kak naj zgodbo poteka, se pravi, pleten vse strani. No, njegova dolgoletna ljubezen so bili pa stripi, in v bistvu njemu se je uspel ta stripov prebičali leta 1992, ko je Marvel Comics lasiral to serijo Razorline. Tukaj so v bistvu šli 4 stripi oziroma 4 serije, Ectokid, Hokumek, Hex, Hyperkind in pa Saint Sinner. Se pravi, tu je bila v bistvu poanta pač ta, da Clive Barker je zasnoval vse like, osnovo, se pravi zgodbo, s tem, da pač avtori in pa ilustratorji so bili pa zunanji delavci, no, ki so tu navedeni pa ne, in tak nekot je v bistvu to zgledali, ker to je pač univerzum, ki je totalno ločeno bil od Marvela, ampak še vsem okriljem izdan, ne. Zdaj pa ne samo to, ampak njegove zgodbi se dejansko da je tako cool, da so ostali v Little Planet pač nekaj cache-a, zato da lahko izdajo stripe po njegovih predlogah. Marvel oziroma Epic Comic je potem izdal serijo svetov Hellraiser, v katerih je potem v bistvu Clive tudi sodeloval kot soavtor, par delov je celo čisto sam napisal, konsultant, se pravi, da on je rekel to in to in to, Pinhead, Nightbreed in tako dalj, pa še Eclipse Books. V bistvu so pa to večinoma bile stvari posnete po njegovih kratkih zgodbah, ki so pač v tistih 2 knjigah, ki so Blood, pa The Damnation in potem že zdaj. No in Hellraiser. Predvek en po najboljših film vseh časov, pač po mojem pojme. Film iz leta 87, se pravi no CGI, pa teh zadev, snemanje bilo vse z nekimi šumi, foljami in tako dalje. Gre v bistvu za franšizo filmov. Prvi je šel, kot sem že prej rekel, Hellraiser leta 87. Leto kasneje je dobil nadaljevanje Hellbound Hellraiser 2. S tem, da pri prvem delu je Clive Barker sodeloval in kot scenarist in kot režiser. Pri naslednjih 3 delih je pa sodeloval delno kot scenarist pa kot konzultant, kar pa potem v bistvu naprej gre, pa sploh ni on zraven sodeloval, ampak tu so bile tiste neke prodaje pravic in tako dalje in se je snoval po njegovih likih naprej. Tako da v bistvu prvi 4 deli, ki so tudi pač prvi je ful dober, drugi je ful dober, tretji je tam, četrti je tudi tam, ostale pa je tisti šrot, ne, varianta in to se pač v njegovih filmih zna, ne. Se pravi, leta 92, tretji del Hell on Earth, 96 Bloodline, tu pa je pa bilo tu po Clive ni bilo več zraven, leta 2000 Inferno, 2002 Hellseeker, 2005 sta šla 2 filma, Deader in pa Hellworld, 2011, najhujši film vseh časov, poleg Rocket Rexa je šel, to je bil Hellraiser Revelations. Katastrofa. To je vsega, no. Zdaj pač, ne vem, ko poznate to zgodbo iz Hellraiserja, koliko ne. Okej, gospod, odki ima. Se je za troške travnisko? V bistvu, zdaj tak, med samo knjigo in pa med filmom ni velikih razlik, kar se itak pozna, ker je on delal potem in ni nekega šroka, zdaj tukaj vmes premešal, ne. Par je spremenjenih imen, Pinhead v knjigi v originalno ni imel imena, je bil znan samo kot David Cenobite, bil je opisan bolj kot srednje bitje, mogoče celo malo bolj feminilen, s tem, da v filmih je pač moški. V bistvu zgodba v Hellraiserju se začne z enim gospodom v eni temni sobi, ki se špila z neko malo škatlico, jo aktivira in potem se začne dogajati čudne zadeve, kot začnejo leteti ketne in podobne stvari po luftu, ne. In to se kar nekaj preseka in gremo spet v naš svet, spoznamo Julio, spoznamo Larryja, ki se vselita v hišo. To je bila hiša, v kateri je ta gospod, to je bil Frank, Larryjev brat včasih živel. In tako dalje, in tako dalje. No, poanta je, da ta Frank je v bistvu z tem, ko se je špilo to škatlico, odprl dimenzije v neke čisto druge svetove, ki so ga potem v bistvu zasužnile. On je od tu probo pobegnati in še probuje pobegnati, ne.
Zdaj v bistvu v tem filmu se kot fiktivna bitja in tudi kot zelo znana kreacija Clive Barkerja pojavlja kot cenobiti. Spravi gre za ekstradimenzionalna bitja, bitja, ki bivajo v drugi dimenziji, ki se pač prvič pojavljajo v knjigi in v tem filmu. Če greste gledati pač prevod same besede cenobitjo, najdejo pod besedo menih, ali oziroma kot pripadnik neke, recimo zelo visoko pozicioniran pripadnik neke organizirane skupine. Znani so tudi kot the surgeons, kot kirurgi, kot hierophants, kot vrhovni svećeniki. Gre pa v bistvu za popolnoma izmaličene, mutilirane humanoidi, polni so piercingov, oblečeni v neke vrste fetišistična oblačila, imajo na vse prepletene od ketne, bodice, piercinge, žice, ni da ni. In on je nekje v nekem religioznem duhu prakticira neko nadnaravno obliko hedonizma, ki meji na sadomasohizem. Od to tudi tista znana pain is pleasure, ker pri njih pač ni mej, kaj je kaj. Nahajajo se pa v labirintu, to je tako imenovan labirint, ki naj bi bil pač kot neka oblika pekla in lahko prehajajo v našo dimenzijo, če jih znaš aktivirati. To so 4 originalni cenobiti, ki se pojavljajo v knjigi in v prvem filmu. Butterball, Pinhead, Female Cenobite in Chatterer. Zdaj, o zgodbi Pinheada bom še potem ali kasneje povedala, ker njega so v bistvu v drugem delu, v Hairboundu, kar podrobneje secirali in šli v njegovo preteklost. Chatterer pač zgleda tako zgleda, o njem v bistvu nikaj veliko znanga, pojav se enkrat samo na kratki flashback, kak naj bi on zgledal preden, pač je postal cenobit in je prikazan kot pač zelo mlad deček. O Butterballu seveda je bil kot človek v bistvu nagnjen k prenažiranju, se pravi, je v bistvu ta njegova oblika hedonizma je bila in hrana in pa tudi neke, bomo rekli, ne vem, perverzne oblike seksualnosti, ne. The Female pa je bila v prejšnjem življenju oziroma pač na našem svetu znana kot sestra Nikoleta, bila je Luna, za katero se pač ni zgodilo, da je tako pokvarjena kot je bila, ker je pač bila perverzna v seksualnem smislu in tam je nekaj zadeve, ne. V bistvu vsem pa je skupno to, da so nekje na točki svojega življenja, se pravi, ko je tista njihova perverzija ali vrhunec hedonizma prišel res na najvišjo točko, bili pač postavljeni v stik s to kocko, ki so aktivirali in jih je nekako zaslužnila in spremenili v taka bitja. Za cenobite je značilno, da oni, ko postanejo celobiti, izgubijo vse podatke, ki so jih imeli o tem, kakšni so bili kot ljudje. Oni se tega ne spomnijo. Oni obstajajo samo v taki obliki, služijo temu, kar služijo in teda. Zdaj, Pinhead je pomemben z tega razloga, ker to je pač edini cenobit, ki se pojavlja tekom vseh filmov. On je v bistvu vodja cenobitov, antagonist, to sem dala pod vprašanje, zakaj? Ker pač najdemo ga pod tem imenom, s tem, da če gledaš filme v bistvu v prvem delu, jaz osebno bi rekla, da je Julia glavni antagonist, ker pač ona pomaga Franku z nekimi umori tam, da se vrača in pride v konflikt nazaj s Pinheadom, ne? In prehaja na zemljo preko Lemming Configuration, to je v bistvu poimenovanje za to kocko, o kateri bom še tudi nekaj naprej povedala. Zdaj pač za njega je značilna ta oblika, ki jo tudi ohranja skozi vse filme in potem je tudi poznan, se pravi, on ima te žeblje zabite po celi glavi in to pač ta značilna oblačila. No, v drugem delu se pač pove njegova zgodovina, kdo je on bil kot človek. Zvemo, da je bil Elliot Spencer, je bilo njegovo ime, služil je v drugi svetovni vojni kot vojak in pač zaradi vsega, kar se je v drugi svetovni vojni dogajalo, je njega močno zaznamovalo, ko se je druga svetovna vojna končala in je trpel za oblikami nevroze, strahu in tega, ne vem, post-traumatic stress disorderja, da lahko temu tako rečemo. On je kot posledica tega se pač prelevil v neke vrste človeka, o katerih smo prej govorili, ne, se pravi, njega je to zavleklo v svet drog, v svet prostitucije in tako dalje, ne. On sploh ni videl več smisla v življenju, ne da se ustvari družino, ne da živi naprej. In spet nekje v Indijo je prišel v stik s to kocko, ki jo je aktiviral in po preobrazbi je v bistvu kot vsi cenobiti popolnoma izgubil pač svoj spomin na Svarševe špaleta, ne. In v drugem delu se tudi ful lepo pokaže, kak je njegova v bistvu cela preobrazba potekala, od tega, kak ga prebijajo, kak mu začnejo zabijati žeblje od zgor in dol in tako dalje, ne. V
drugače tak je on zgledal, to je v bistvu na koncu drugega dela, ko se dogaja nek weird shit in se on začne nekaj malo spominjati, da on je mogoče nekoč bil človek, kar se edinokrat zgodi v vseh filmih, da sploh kjer mogel flashback pride v glav, ne. Igra ga pa skozi isti igralec, ne. V vseh filmih? V zadnjem, ne, v 12, ne. V ostalih pa ja. Zdaj, ko je pač Clive Barker rekel, da bo posnel Hellraiserja po svoji zgodbici in je pač stopil na stik z različnimi ljudmi, ki so mu tukaj pomagali, so od njega zahtevali, da če hoče narediti ful dobrega, nekega horror karakterja, da mora biti ali čist tih in biti kot nek slasher killer v varianti Jasona Voorheesa ali pa Michaela Myersa, ali pa da mora biti tak mal nek komični tripec ala Freddy Krueger varianta, ne, s tistimi svojimi, ja, nekimi svojimi, ne. In on je rekel, da to je no-go, da on hoče pač ta lik videti takšen, kot je bil v knjigi. On je zahteval, da ta lik pač mora biti inteligenten, mora znati komunicirati, mora se znati pogovarjati, ne sme biti the talking villain problema, ne sme biti pa čist tih v varianti, ne. In to mu je v bistvu tudi uspel, ne, in to se v bistvu takoj že vidi prvič, ko se pojavil v prvem delu, se sooči pa z eno mladenko Kirsty, ki ga po nesreči prikliče in on hoče njo takoj zasužniti. In ona se takoj zbarata, ko njemu ponudi, da mu pomaga najti Franka, da on v resnici njega išče Pinhead takoj za, ne. In to se v bistvu takoj pokazalo, da on ni čisto ono, ne, ampak da ono, pa zakaj ne, gremo se probati zmeniti, ne. To je v bistvu Barkerjeva ilustracija, tek si je on zamišljal, da naj bi Pinhead zgledal, ne, kot sem že prej rekla, da je neki on probavil. Drugače za Pinheada je značilno, da je pač izredno močno bitje z nadnaravnimi močmi, on se v bistvu lahko ali transportira v prostoru, njegov trademark, da temu tako rečem, je pa, da on tako malo roke povzdigne in začnejo ali pokati šipe, ali pada vse po tleh, letijo ketne zakavlji vsemi stranmi, začnejo se zasajati ljudem noter v kožo, jih trgati na razen, skratka, ja. Da greš program? Ja, kot sem že prej rekla, no, Doug Bradley je ta znani igralec, ki je v bistvu Pinheada igral v vseh filmih razen v zadnjem 2011 Revelations. Ta je zdaj star nekaj tam okoli 60 let, znan zgolj po tej vlogi, čeprav je nekaj še prebaval v svetu filma potem. On z veseljem pride na vse te horror, komikone, varianta, se z vsemi pogovarja, on pač ve, da bo za vse svoje življenje ostal Pinhead. In se s tem tudi strinja. Zdaj recimo pogoj, da Clive Barker naredi remake, je bil seveda, da Doug Bradley pride nazaj igrati Pinheada, se pravi, te moči se morajo združiti. Do tega zdaj še ni prišel, govorice se širijo in potem pride ven, Clive Barker rekel, da bo remake in potem Doug Bradley napiše na Facebooku, nisem tega rekel. In potem Clive Barker napiše, res ni tega rekel, pa jaz tudi tega nisem rekel. Tako da, kot sem že rekla, vse v nekih sferah, no, recimo, brez zlahka se mu ne biti tisto masko, ne. Drugač pa, on se je v bistvu začel, on je v bistvu, ko je prvič igral to vlogo, jo je dejansko zaobjel tek dober, pa tek dober se je začel spoznati, ker so njemu več 100 let, v tistih 80 letih na glavo to nima, ne, da je v vseh ostalih filmih potem on učil maskerje, ki so prihajali, kostumografe, ne, različnih, kak se zdaj to počne, ne, tako da v bistvu ni tak teren prezvezni igralec, ne. Nekaj besed o tej Le Marchand's Box, oziroma o Dynamic Configuration, pač v tisti škatlici, ko sem govorila, da te cenovite spod priče. V četrtem delu, to je Hellraiser Bloodline, je v bistvu to lepo pokazan. Film se sicer dohaja v prihodnosti, ampak ima retrospektivo za nazaj. Vidimo zgodbo Philippa Le Marchanda, to je en francoski izdelovalec igrač, ki izdela ta Dynamic Configuration, zgleda pa v bistvu kot ena Rubikova kocka, s tem pač malo drugače izpostavljen, ne. Spada pač med tem puzzle boxes, ki jih moš nekako rešiti. In on je takrat naredil za enega bogatega aristokrata, Duke Delilah, ki je bil pač obseden s črno magijo in njemu je to pač podokajal in on je to naredil, ker je pač bil šef. Ja, v bistvu, ta je v bistvu potem s svojim vajsom Žakom, pač čist ne, da bi Le Marchand sploh za to vedel, eno žensko ubil, se pravi, jo je totalno žrtvoval v pač to, da bi priklical neke nadnaravne sile in ima uspe priklicati demonsko princesa Angelique. Angelique je drugač hčerka od Leviatana, ki je v bistvu bog v labirintu, ne, to bomo pa spoznali. In je tudi v bistvu, tole je ona,
In njo so recimo tudi, ko se je ona v Bloodline pojavila, so njo tisti, ki so že imeli radi Hellraiserja, kritizirali, da je preveč lepa za ta film, ne? Ker njej edino so dali pač ta oblačila gor in potem to gor ofnali, kao da se možgani vidijo, medtem ko ni imela pa nič izmeličenega obraza, tako vsi ostali, dejansko lepa ženska in to je bilo tako fulano, da je lahko bil malo bolj, ne? Da bi vsi strani. Tako, ne? Kaj se je pol zgodil, ko ta Anželik pride v naš svet, skupaj s tem vajem služakom Delilah ubijeta in se odloča, da bo ta ostala na tem svetu in ga popolnoma zavzela. Le Marchand zato nekako izve in začne z izdelavo obratno od The Limit Configuration, to pa naj bi bila Elysium Configuration, ne? Ki bi naj uničila te demone in jih poslala nazaj in potem pač ta Žak njemu, ko ga vidimo, reče, ti pa si 5 let za vse večni čas in zato se potem imenuje to Bloodline, ne? Ker se to potem sledi tam v letu, ne vem, 2137, kjer se dejansko dogaja ta film v vesolju s Pinheadom in z ostalimi. In tisto veliko kocko. Ja, da se bo skočil. Tako. Se pravi, zdaj, če si predstavljate Le Marchand's box, teh je bilo več, ne? Limit Configuration je bila ena ta dotična, s katero se je pač nekje na ta gumb gori si mogel pritisati, pa se je začelo to nekako vračati z vsem zadevami, potem je to kar naenkrat naredi, ne? In če si jo znal prav pol pošlatati, si jo lahko tudi zaporil, pa to vse nazaj. Okrog, ja. Mnogi vrati. No, ko sem že prej rekla, Leviathan je pač ta fiktivni bog, ki obstaja v tem zunaj naših dimenzij svetu. On je kao kot The Lord of Labyrinth in zgleda kot razrešena oblika Limit Configuration, pač ko Ofner gre ona v bistvu v eno tako obliko, kot je ta tu. On velja za nekega boga mesnatosti, poželenja, lakote, se pravi za vse to, kar pač cenobiti opevajo in tiste karakteristike, ki jih v ljudeh, ki jih potem probajo pri Limit Configuration dobiti, iščejo. Ima pa možno kogarkoli ustvari v kakšnega koli cenobita, ne? S tem, da ponovadi cilja, ne vem, na neke karakteristike, ki jih že on ima in potem da, ne. To je pa kao Labyrinth, kot se vidi, Current Place. To je v bistvu prikazano tudi v drugem delu v Hellboundu. To je pač realno, v katerem prebivajo cenobiti, kadar pač niso poklicani na naš svet. Oni so tu noter in se pač noter šetajo. Dejansko to delajo. Ja, hangajo ga, doing this and that, ne. In lahko pa predstavlja pač ali nebes ali beko, pač odvisno od tega, kak gledalec to samo osebno vidi, oziroma tisto, ko ga pač noter pokličajo, ne. S tem, da Frank iz prvega dela, ne, ki se je tako zavzeto želel noter, je potem htel ven odbegna, tako da očitno te že ni tako fajn, ne. Okay, to je to, zato ker pač, to sem dala zaporo, ker Pinhead se pojavil tudi v Family Guy. Pa v bistvu ene par zadev je takih, vse ima The Ramones, ima Pinhead, pa Hellraiser komad obstaja. V glavnem ni to kar ena zadeva, pač Pinhead, pa Hellraiser, pa neke povezave na to se najdejo tudi čisto moderni. Vej, kako delavnice smo imeli na Halloweenu? Ok, na Halloweenu. Pač. Ko sem imela jaz leta 2, ne vem koliko, prvič to predavanje za Halloween, smo imeli delavnico izdelaj Pinheada. In smo imeli jabolke, krompir, ne vem, pa banane, pa zobotrebce, pa imeli smo belo tempero, pa imeli smo črno tempero, ne? In potem so pač tam ljudje, ki so bili, izdelovali svoje Pinheade, in so jih risali gor in potem pač so mene nekako povabili, me je Tanja rekla, da moram pač odločiti na prvo, drugo, tretje mesto in sem pač pogledala tiste banane jabolke tam, ne, in rekla, ok, tudi moj podobni, ne? No in zgodba je rezultirala s tem, da me je na mnenjalniku nekdo ful grdo očrnil, ker nisem njegovega Pinheada izbrala za najboljše, ne? Nobene delavnice danes, ne, tako da. This is it. Lahko pa doma naredite Pinheade, Tako jih postate na pa jih Facebooku. postate, pa jih bo lajkala, če bo kul. Tako. Vsaki dan čekiraš.